V tem videu bomo pogledali, kaj lahko naredimo, da bomo delovali veliko bolj sproščeni, brez treme, samozavesti. Dobro je, da se vsake toliko časa, če že ne skozi, da se vidijo naše roke. Tako bomo pokazali, da nimamo kaj skrivati. Najprej ste videli politiki, glejte kdaj, zdaj, ko boste videli ta trik. To je pač iz govorice telesa, ker tudi z tega imam certifikat, imajo takole roke. Takole ali imajo takole. Ali imajo samo takole, takole imajo ponovadi in imajo pač neko držo. Mi, ko smo na televiziji, imamo ponovadi takole roke, ali pa pač malo krilimo levo, desno. Tako da dobro je torej, da se vidijo naše roke, vsake toliko časa, ker takrat sporočamo okolici, da nimamo kaj torej skrivati, da smo sproščeni in da smo odprti. Rame torej nimamo gor, jih imamo dol in kaj lahko naredimo, da bomo torej izgledali še bolj sproščeni, preden ali gremo na oder, ali imamo prezentacijo v živo, ali na Zoomu, ali gremo, recimo smo v šoli, pa moramo kaj povedati pred tablo, ali recimo, da pač preprosto sporočamo karkoli ljudem preko socialnih omrežij. Kaj naredimo? Moj trik, ki ga jaz uporabljam, preden grem na oder ali pa preden grem voditi televizijsko oddajo, je ta, da fizično pomagam svojemu telesu, da je bolj mehko in da ni v krču. Ker ko smo v krču, izgledamo torej takole. Fizično naredite raztezne vaje, takole. Stegnete se, pa nekdo vas lahko takole zmasira po ramah. In takoj se boste počutili veliko bolj sproščene in mehke in boste zaradi tega trika tudi veliko bolj izgledali samozavestni in reprezentativni. Ja, pravijo, da so super napredni triki v takih majhnih skrivnostih. Tako da, male skrivnosti delajo velike razlike. In torej, to je tisto, kar vas bo malce razbremenilo. In dajte uporabljati ta trik. Naslednja stvar je artikulacija, da smo mi razločni. Seveda, nihče izmed nas ni kristalno čist in jasen med tem, ko govori, ampak dajmo se truditi, da ne imamo nekaj in potem nobeno razume. Ja. Torej, poskušamo artikulirati, odpiramo usta, ne seveda tako, ker bi izgledalo preprosto čudno, če bi tako govorila. Če jaz delam na radiju, ko sem delala na radiju, seveda veliko bolj smo odpirali usta, ker je to pač medij, kjer nas ljudje samo poslušajo in nas ne gledajo. Ko pa nas ljudje gledajo, pa normalno ne moremo tako govoriti, ker bi spadli totalno čudni. Ampak vseeno poskušamo artikulirati in smo razločni, se pravi ne bomljamo. Kaj zelo dobro pomaga? Sekunda. Ja? Vedno imamo vodo pri roki in s tem dosežemo, da ne cmokljamo preveč oziroma da se nam slina ne nabira v ustih, ker če smo predolgo časa žejni in hidrirani, bomo tudi manj razumljivi, bomo bolj momljali. Torej, preprosto imejte zraven vedno vodo za hidracijo, da ne boste dehidrirani in to je super trik, ki vam bo zelo pomagal, da boste bolj jasni, bolj razločni, da bodo ljudje razumeli, kaj dejansko govorite. Super trikci, kako, tudi ko imamo tremo, ker nas tlemo črviči, ker smo pod stresom, ker se tresemo, ker se nam kolena šibijo, ker bi zdaj vse naredili, samo da ne bi rabili ljudem v živo ali pa tudi pač prek Zooma, prek Facebooka, Instagrama, karkoli, pač nekako nastopati, da ne bi rabili nastopati. Kaj trikec, da tudi če imamo tudi grozno tremo, če smo tako narejeni, ker pač nihče izmed nas se ni rodil, da je bil brez treme. Kaj lahko naredimo? En super trikec je to, da preprosto govorimo iz prepone. Zelo pomaga, da boste, recimo, če boste stali, boste avtomatsko veliko bolj govorili iz prepone, kot pa če boste sedeli, ker ko boste sedeli, takole sedimo, smo okrivljeni, malo imamo naprej roke. Pravi, če stojimo, smo avtomatsko bolj odprti, smo bolj ravni in imamo tudi prepono veliko bolj razširjeno oziroma že uravnavamo. In verjemite mi, moj prvi nastop 20 let nazaj ni bil zdaj najbolj sproščen, pa govoriti pred stotine ljudmi na odru. Normalno ima človek pač tremo,
bi bilo malo čudno, če jo ne bi imeli. Ampak za triki ljudje ne opazijo, da imamo mi tremo. Ne? Eno so tiste raztezne vaje, ki sem vam jih že pokazala, potem so dihalne vaje. Jaz se preprosto, preden grem na oder, postavim ob steno, ponavadi takole v kot ali v steno, da ne gledam nikogar. Ja? No, zdaj vas bom gledala, da vam bom razložila. In kar delam je to, da preprosto diham in izdihujem in zraven si pomagam z rokami. Tako umirim lepo telo, da se pač umiri, da se ne trese in da se mi tudi ne trese glas. Kaj še pomaga? Prej sem govorila o preponi. Zelo pomaga, če prepono preprosto stisnemo, ko govorimo, in to seveda lažje delamo, ko stojimo. Zato na začetku, ko sem začela delati na radiju, smo sedeli, takrat sem bila tudi one man band, normalno je bilo, da sem sedela, ker sem zraven delala na računalniku, nalagala glasbo in sem pač delala vse sama, brez tehnika. Potem, ko sem začela delati na drugi radijski postaji, smo recimo stali in sem imela pač zraven tehniko, on je sedel, jaz sem stala, ker takoj, ko stojimo, lažje govorimo in lažje torej uravnavamo našo prepono in jo lahko stisnemo. In ko prepono stisnemo, se nam glas preprosto ne bo več tresel, dobili bomo volumen in veliko bolj bomo lahko artikulirali, veliko bolj bomo jasni in veliko bolj bomo razločni. Tako da, če niste jasni, če momljate, če dihate če imate tremo, če vam razbija srce, torej zelo pomaga, da stojimo in da pač stiskamo našo prepono. Naslednjič pa še nekaj super trikcev za našo artikulacijo, da bomo še bolj razločni. Pa če imamo probleme ali nimamo problemov, verjemite mi, vedno smo lahko še bolj razločni.